Spoštovani, lep pozdrav in dober dan. Tudi to smo dočakali. Nekako smo počakali tudi 5 minut, niti ne tistih akademskih 15, ampak če smo čakali nekaj več kot 700 dni, da smo znova skupaj, lep pozdrav najprej v mojem imenu vsem, ki so tule z nami in pa vsem, ki ste z nami prek teh modernih platform. Danes je pač tako in upam, da naslednje leto boste znova v tej dvorani enega izmed osnovnih pokroviteljev dirke po Sloveniji, Telekoma Slovenije. Dame in gospodje, govorci so že pripravljeni. Poseben pozdrav, upam, da nas sliši tudi Luki Mezgecu, enemu od 7 slovenskih kolesarjev, ki vozijo v svetovni seriji, in pa predvsem lep pozdrav vsem kolegom, kolegicam, predvsem novinarkam in novinarjem. Kot se spodobi za uvod, vedno povabimo k mikrofonu oziroma k mizi tule spredaj našega gostitelja in še enkrat znova nas veseli, da je z nami gospod Tomaž Jontes, podpredsednik Telekoma Slovenije, ki je že od samega začetka generalni pokrovitelj, kot sem dejal, dirke po Sloveniji, in lepo prosim, če pridete tule še enkrat. 30 let bo letos praznovala država in mi smo pred 27. dirko po Sloveniji. Od začetka je zraven Telekom Slovenije. Gospod Jontes. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni novinarji in novinarke, gospa Novak, gospod Fink, ostali sponzorji, seveda nadaljavo lepo pozdravljam tudi gospoda Luko Mezgeca. V čast mi je, da vas lahko tudi v takšni obliki gostimo v Telekomu Slovenije. Na nek način smo ponosni, da smo tudi v teh zelo spremenjenih časih zagotovili Sloveniji vse potrebne povezave za normalno delovanje. Z nestrpnostjo pričakujemo dirko po Sloveniji, pričakujemo kot navijači, kot ljubitelji kolesarstva, kot sponzorji. Kolesarji nas namreč navdušujejo z dneva v dan, z dirke v dirko. Mnogotere vrednote so enake našim. Ponosni smo na zmage, ponosni smo na vrhunske rezultate, predvsem smo ponosni na timski duh in tudi na ostale vrednote, ki nam jih vedno znova pokažete. Kot je povedal kolega Darko, mi smo od vsega začetka zraven pri dirki po Sloveniji. Navdušuje nas vztrajnost organizatorjev, navdušuje nas to, da grejo kolesarji iz kraja v kraj, vsako vas, vsako mesto, skozi katero jih vodi trasa. In ta dirka se po našem mnenju postavlja ob bok najpomembnejšim kolesarskim dirkam na svetu. In seveda še enkrat ponosni smo, da glavno besedo vodijo mnogokrat tudi naši kolesarji. Prepričan sem, da bo kljub omejitvam sama dirka odličen mehurček, da bo fenomenalno izpeljano. In pomembno je, da se po letu premora svetovna kolesarska smetana, tudi z nekaterimi največjimi imeni, ponovno vrača na slovenske ceste. Na naše dolgoletno partnerstvo smo res izjemno ponosni v Telekomu Slovenije. Tukaj delimo našo vrednoto povezani in ponosni smo na zgodbe, ki jih je v svoji zgodovini napisala ta dirka. Organizatorjem, kolesarjem in vsem spremljevalnim ekipam seveda želim lepo vreme in čim bolj uspešno dirko. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Jontesu, hvala lepa seveda Telekomu Slovenije, še enkrat tradicionalnemu in zvestemu pokrovitelju dirke po Sloveniji, ki je ena od športnih prireditev, ki raste skupaj tudi z našo državo. Sedaj smo pri tistem, kar bo večino najverjetneje zanimalo. Veliko se je že govorilo, še več tudi pisalo o tem, kdo pride ali pride prvič na dirko
tudi aktualni zmagovalec dirke po Franciji. Sam se v to pretirano ne bom vmešaval, kajti tu imamo za te stvari tistega, ki ve največ z tega področja, organizacijskega direktorja dirke Bogdana Finka, ki ga seveda vabim, da pride za govornico in razodel nam bo nekaj zelo, zelo pomembnih stvari. Moram pa reči, da glede na to, da smo danes 6. in da se dobimo 8. na začetku dirke, da je še približno 30 dni, nekaj več, da se bo morda še kaj spreminjalo vmes, ampak kot pravim, govoril bo Bogdan. Upam, da vam ne zastiram pretirano tule zadaj, katere so etape. Ogromno je bilo teh vprašanj in besed, zakaj ne tja, zakaj ne tja. Najpomembnejše je pa vedno tisto, kje bomo. In gospod Fink, izvolite, kje bomo letos? Dare, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim danes, novinarjem, partnerjem dirke in pa lep pozdrav tudi v našemu šampionu Luki Mezgecu, ki je danes tudi z nami, da si je utrgal tole urco, ki je v svojih pripravah na Tour de France. Torej, kolesarska dirka po Sloveniji, 27. 803 kilometre, 7 natančno čaka v letošnjem letu teh 130 do 140 kolesarjev. Zakaj 130, 140? Odvisno ali bodo vsi prišli v polnih postavah. Se pravi, štart dirke bo 9. junija v najstarejšem slovenskem mestu na Ptuju. Štart pod gradom in pa potem naprej proti Lenartu in pa delu, ki od Lenarta naprej po Slovenskih goricah sledita za Lenartom Šentilj in pa Zgornja Kungota. To so deli, v katerih kolesarska dirka po Sloveniji še ni gostovala. Vračamo se nazaj preko Maribora do Slovenske Bistrice, ki je tradicionalno partner kolesarske dirke po Sloveniji. Potem pa kolesarji nadaljujejo pot proti Rogaški Slatini, vmes še Šmarje pri Jelšah. Vstop ali zaključek letošnje etape v Rogaški Slatini pa je malo drugačen kot leta 2019. Gremo ob Vonarskem jezeru, to je podobno kot leta 2018, ko je etapo dobil Nizozemec Groenewegen. To je bila 3D predstavitev. Profil etape je tak. Prvi del, ki tega ne kaže, je tehnično zahteven in je težji kot z raznimi manjšimi vzponi, težji kot je prikazan na tem profilu. Potem sledi en recimo ravninski del preko Maribora, Slovenske Bistrice do Šmarje pri Jelšah, kjer pa spet sledi malo bolj zahtevno tehnično in s krajšimi vzponi. Kljub vsemu pa pričakujemo, tako kot leta 2018 na koncu ali pa 2019 zaključni šprint. Štart etape bo malo čez 13. uro na Ptuju. Predstavitev ekip se bo začela ob 11:30 uri in pa potem po najhitrejši varianti cilj 16:46 ali pa 17:19 po zaključnem krogu v Rogaški Slatini. Cilj pa, tako kot vsako leto, pred železniško postajo. Dobro, upam, da imamo sedaj tudi povezavo z našim asom, kot si ga že omenil in kot smo ga danes že nekajkrat
omenili. Luka Mezgec, če se ne motim, je bil še pred 2 dnevoma na pripravi, na treningu kar visoko nad nami. Luka, upam, da se v tem trenutku tudi slišimo in da lahko pokomentiraš to, kar je bilo predstavljeno. Torej, Ptuj, Rogaška Slatina, vsaj za moj okus, in ko je Bogdan omenil Dilna Grenevegna, bi lahko z letnico 2021 bil zmagovalec tudi Luka Mezgec. Luka, izvoli. Ja, hvala, Dare. Najprej lep pozdrav vsem skupaj tudi z moje strani. Res, da sem tukaj gor na 2200, je zrak redek, ampak povezava je kar dobra, tako da vas dobro slišam. Najprej hočem reči, da sem zelo vesel, da smo po enem letu suše nazaj na dirki in z vsemi sponzorji, ki so to omogočili, se tudi iz strani tekmovalcev zahvaljujem. Vedno se rad vračam na dirko po Sloveniji in že klele, ko gledam letošnje etape, ko mi čakam, da se vse skupaj začne. Lahko začnem s komentarjem kar prve etape. Kot je že gospod Bogdan rekel, je prvi del res mogoče težji, kot se vidi na profilu. Vsi te manjši vzpončki znajo narediti že v prvem delu, v prvih 50 kilometrih majčkeno zmatrane noge. Predvsem to, ker je to prva etapa in vsak išče še svoj ritem. Medtem, ko nadaljevanje nekako se bo ritem ustalil, verjamem, da bo šla od štarta manjša ubežna skupina. Ekipe s šprinterji, zdaj sicer še ne vemo, kateri šprinterji bodo nastopili na dirki, ampak zagotovo jih bo kar nekaj. Bodo seveda kontrolirali potek in jaz ne pričakujem nič drugače, kot je bilo zadnjič, ko smo končali v Rogaški Slatini. To pomeni, da bo šprint celotnega pelotona. Luka, za enega šprinterja vemo, da pride, torej, in vemo sedaj tudi najmanj za eno ekipo iz Pro serije, torej svetovne serije. Bike Exchange zagotovo pride tudi na to izvedbo dirke. Se že govori, kdo bo zraven v ekipi Bike Exchange ali seveda bo potrebno počakati kljub vsemu 32 dni je do zbiranja ekip na Ptuju. Ja, zaenkrat sem 100% potrjen samo jaz, kar se tiče strani naše ekipe. Lahko pa rečem, da dobim veliko messagov iz strani sotekmovalcev, da si vsi želijo nastopati na dirki, od Čaveza, ki vemo, da je velik šampion, do ostalih, tako da ja, zaenkrat uradenega še ni nič znanega, ampak verjamem, da bomo poslali močno ekipo. Dobro, in pričakoval sem, da boš lepo diplomatsko povedal, kako in kaj ti ob vsem tem, kar si že opravil na kolesu za naše kolesarstvo, si postal tudi pravi kolesarski ambasador in pa pravi kolesarski diplomat. Ostani, prosim, z nami. Že to, če si nam omenil Čaveza, bomo vsaj tamle pri 4. etapi in če pride, lahko rekli, da bo zares zanimivo. Ampak počasi od prve pridemo k drugi in Bogdan, še ena klasika, bi lahko rekli, klasika dirke po Sloveniji. Ja, druga etapa, 10. junij, četrtek, štart v Žalcu pred fontano piva, zaprta vožnja, potem pa sledijo Braslovče, kjer bo prvi leteči cilj, potem manjši vzpon, Andraž nad Polzelo, Velenje, Šoštanj. To so tudi deli, kjer kolesarska dirka po Sloveniji dolgo že ni gostovala. In potem proti Mozirju, Nazarju sledi prvi gorski cilj, spust v Vransko, nov leteči cilj in pa potem ravninski del, potem pa sledi zaključni del z vzponom na Svetino oziroma Celjsko kočo, prej še Šentjur in pa Štore. Klanec smo peljali že leta 2019, kjer smo videli
da je pa naredil kar dobro izdatno selekcijo pri tistih najboljših. Spust v Celje je izredno zahteven, tehničen in pa po letu 2018 nova cilj na Celjskem gradu, kjer nazadnje slavil Rigoberto Uran pred Rogličem. Tukaj že pričakujemo prve zametke tistih, ki bi lahko konkurirali za končno zmago. Je pa res, da je etapa še krajša kot prva, 147 kilometrov, pomeni, da tudi pobegi najbrž ne bojo uspešni oziroma več kot 3 minute in pa zelo težko bo v zadnjem delu popravljati karkoli, ukolikor pride do napake, se pravi padca, defekta ali kakorkoli. Se pa veselimo zaključnega vzpona na Celjski grad. Luka, 2 špici, 3 špice bi lahko rekli. Sedaj takole, ko govorimo s poklicnimi kolesarji in ko omenjamo višini 718 ali pa 697, na prvi pogled ne deluje, kot da je to nekaj hudega, ampak ko pa pogledamo vendarle te povprečne naklonine, pa to bo zelo, zelo zanimiva etapa že drugi dan. Ja, zagotovo. Mislim, da je zelo podobna etapa, kot je bila leta 2019 in sicer ta vzpon na Svetino vsi že dobro poznamo. Je zelo težek klanec, predvsem od štarta je zelo, zelo strmo in mislim, da se bo tukaj naredila res večja selekcija. Se pravi, čez ta vzpon Svetino jaz ne pričakujem več kot 20, mogoče 25 kolesarjev. Res pa, da zna biti manjša selekcija, kot je bila v zadnji ediciji, ki je bilo pač res ravninski cilj, v bistvu zadnjih 10 kilometrov je bilo ravno in čisti šprint, medtem ko je zdaj tudi zaključen vzpon na Celjski grad. Tako da ja, majčkeno bo kle kalkuliranja in ekipe bodo malo šparale svoje kapetane za ta zadnji vzpon, ki je dolg, mislim, da dober kilometer. Prav zanimivo bo, ko boš po končani novinarski konferenci sporočil oziroma poslal tele špice Čavezu, ko bo še bolj pritisnil na športne direktorje vaše zasedbe, da bi prišel v Slovenijo. Luka, zanimivo se mi zdi pri teh 4-5 dnevnih dirkah, da je vse bolj trend, da ni potrebe po 190-200 kilometrih na dan, ampak teh 147 res, ne bom rekel atraktivnih, seveda atraktivnih, ampak zelo, zelo delovnih. Ves čas je potrebno paziti, kaj se dogaja v karavani. Ja, mislim, jaz sem zelo vesel, da je organizator toliko pameten in da nadaje te predolge etape, ker mogoče tudi marsikoga daljše etape odvrnejo od nastopa, predvsem od teh večjih šampionov, kle govorimo. Mislim, da daljše etape ne zagotavljajo nič drugačnega zaključka. Dostikrat vidimo, da so krajše etape bolj intenzivne in da je tudi na koncu več akcije. Tako da ja, mislim, da ta 150 km dolga etapa oziroma še 3 km manj bo ponudila z vsem, kar ponujajo največje etapne dirke tudi drugje po svetu. Vemo pa, da tudi Slovenija, konfiguracija Slovenije je dosti težja kot konfiguracija kakšne druge dežele in čeprav se na profilu na prvi pogled na vid, koliko je neravnin, vemo, da je pač, da praktično ravnine ni in kljub samo 147 kilometrom bomo kar fajn utrujeni, tako da zadnji vzpon na Celjski grad bo vsekakor ponudil dobro akcijo. Ampak lepi spomini kljub vsemu, Luka, na Celje. Takoj si tudi omenil, da je tokrat zaključek malo drugačen kot na zadnje, ko si z dvignjenimi rokami prišel mimo občine. Ja, mislim, da bo tukaj majčkeno bolj kontroliran še zmer v tem delu po vzponu, kajti vemo, da zadnji vzpon, zadnji ciljni vzpon ni tako lahek in se bodo nekako te, bi rekel, šprinterski vlaki, čeprav to ravno ne bodo, ker bodo se zaključili kilometer do cilja. Se pa spomnim, ko smo že končali na Celjskem gradu, sem bil jaz del tega vlaka,
ko smo lovili, mislim, da zadnje 2 ubežnika, takrat sem delal za Derla Impija in mislim, da je na koncu končal 2. ali 3. Tako da ja, poznam vse odseke in mislim, da bo zelo zanimiva etapa. No, in če pride Čavez, ker njegov poznavalec Luka Mezgec pozna in prvo in drugo etapo, ja, očitno bo res zanimivo v tistih dneh junija, ne samo na Štajerskem, pač pa po celotni zeleni Sloveniji. Lepo si tudi pohvalil, da so prireditelji pametni, bravo. Luka, vzel si mi besedo z ust, kajti ko je Bogdan govoril o zaprti, pa o fontani piva, sem se kar malo zdrznil, ampak na srečo je govoril o zaprti vožnji v Žalcu in ne o zaprti fontani piva. Mi gremo naprej, Brežice, Krško. Spomnim se, ker sem tudi že nekaj let zraven, v Krškem nekdaj tudi vožnje na čas. Moram reči, da se je ogromno govorilo okrog tega, da bo tudi letos na dirki po Sloveniji vožnja na čas, ampak po kilometrih, ki so tule pri 3. etapi napisani zraven, tole ni vožnja na čas. Posavje, Brežice, Krško, Bogdan. Ja, tako je. Čisto posavska etapa, štart v Brežicah, v centru, pri vodnem stolpu, potem grejo kolesarji preko Kapelj do Bistrice, ob Sotlici, cilj preko Virštajna, Kozje. To so deli, ki smo jih že včasih tudi Kozje smo že peljali, tudi del tukaj proti Senovem smo že peljali. Sevnica že dolgo časa ni bila vključena v dirko, potem pa sledi drugi vzpon, sicer za kolesarje lažji, spust preko Rake do Dolenjskih Benetk, Kostanjevica na Krki, potem pa zaključni del etape, kjer se ponovno karavana seli nazaj v Krško in sledi zaključni vzpon ali pa vzpon, ki ni tako nedolžen. Spust je tehničen, tudi ko se kolesarji spustijo v Krško, sledijo ponovno krajši vzponi in potem zadnji kilometri popolnoma ravninski. Prepričan sem, da je to 3. dan čas za pobege, ker tisti, ki bojo spredje oziroma v zaključnem delu oziroma tisti, ki bojo zadaj, so približno vsi na istem in ni izključeno, da v tej etapi kakšen pobeg tudi uspe. Kot ste pa videli, Brežice, Krška, te etape še ni bilo na sporedu, v Brežicah smo imeli že ciljni štart, v začetku dirke 93-94 je bilo udeleženo tudi mesto Krško, no, zdaj bo pa petek 11. junij s štartom ob 11. uri, mislim, da je štart v Brežicah, je pa to spet neka nova etapa. Ja, petek 11. junij, večji del Evrope, pa tudi sveta bo tisti dan močno zanimal uvod v Evropsko prvenstvo v nogometu. Vsaj Slovenija pa bo takrat živela za tole 3. etapo med Brežicami in Krškim. Malo bomo šli tudi na Dolenjsko, kot smo omenili naše Benetke, pa prej kot ne po Posavju. Prepričan sem, da nas bo v Brežicah obiskal tudi slovenski olimpijski prvak Primož Kozmus. Seveda pa bo na kolesu v tej karavani tudi Luka Mezgec, tudi ta 3. dan. Znova kar nekaj špic. Kaj bi rekel o tej žagici, kot radi rečete, kolesarji, vsaj Matej Mohorič ima te žagice zelo rad. Res zanimiv, vsaj tako se mi zdi, tudi profil te 3. etape.
Ja, tretja etapa je zares razgibana in mislim, da bo ena izmed najtežjih, čeprav ne kraljeva etapa, zna biti še zmeraj ena izmed najtežjih na celotni dirki. Tukaj, če se navežem na besede gospoda Finka, glede ubežne skupine, se strinjam, da bo tukaj veliko apetitov ekip, ki imajo kolesarje za beg, ampak že takoj v štartu bodo tukaj tudi ekipe, ki bodo nekako nasprotovale taktiki ekipam za beg, to se pravi, da bo veliko odvisen od samega štarta, kako bodo ekipe kontrolirale, kako velika skupina ubežna bo šla in mislim, da tukaj v tem dnevu bo kar nekaj časa, bomo kar nekaj kilometrov prekolesarili, preden se bo izoblikovala tista ubežna skupina. In kot vidimo od štarta, ni nekaj ravno, tako da zna biti že prvih 40 kilometrov zelo pestrih te etape. Tako na prvi pogled ta etapa še najbolj ustreza meni, če bom seveda v taki formi, kot si jo želim. Če bo nekako še kakšna ekipa pomagala pri kontroliranju, mislim, da zna biti tudi šprint nekako manjše grupe v cilju in upam, da bom jaz v njej, kjer se bom tudi potegoval za zmago. Ob tem, da bo ta petek začetek Evropskega prvenstva v nogometu, bo takrat recimo 15 dni do začetka tura. Vemo, da boš tudi ti del francoske pentlje letos. Čemu lahko ta dirka v Sloveniji za tiste, ki boste odšli na tur, največ služi? Ja, vsekakor pripravi nekako lovljenju tekmovalnega ritma. Vemo, da nekateri kolesarji bomo prišli iz tega večjega bloka treninga, iz višinskih priprav in tako naprej. In tisti, ki se ne bodo odločili za dirke, kot sta Dauphiné in Švica, bo to idealna priložnost za lovljenje tekmovalnega ritma. In ravno ta obseg 5 etap je ravno pravšen, da se kolesar ne utrudi preveč in da dobi vse v bistvu prednosti take težke, kratke, intenzivne dirke. 10 dni Švice, pa recimo 8-7 dni Dauphinéja ali 5 dni Slovenije. Kaj je najbolj idealno ali je to odvisno od posameznikov, kako se pripraviti za to? Mislim, da je tukaj zelo odvisno od posameznika. Nekateri rabijo več tekmovalnih dni, težjo dirko, medtem ko drugi rabijo biti bolj sveži in jim upoštev pride ta krajša, bolj intenzivna dirka. Moj plan je sicer, da bom vozil obe, Dauphiné in Slovenijo, ampak nekako upam, da Dauphiné mi ne bo treba dokončati, tako da bom prišel še v solidnem stanju tudi na Slovenijo in seveda, da se ne bom v tem junijskem delu preveč iztrošil pred samo Tour de France. Veliko se pogovarjaš, vem, da si zelo aktiven tudi v teh pogovorih med kolesarji. Dirka po Sloveniji je dobila še enega zelo zahtevnega konkurenta v svojem terminu, dirkanje po Belgiji. Vemo pa, kaj Belgija pomeni v svetu kolesarskega športa. Kaj to pomeni pri izbiri kolesarjev, Belgija, Slovenija pred Francijo? Ja, res je močna konkurenca, kajti vemo, da Belgija je zibelka kolesarstva in vemo, da je, če zmagaš v Belgiji, kar velik podatek, ne glede na to, kakšna kategorija dirke je. Ampak mislim, da tisti, ki se bodo pripravljali na dirko, kot je Tour de France, in bolj upoštev pride dirka po Sloveniji, kajti klanci so daljši in nekako po profilu je ta dirka po Sloveniji bližje Tour de France kot pa dirka po Belgiji, kjer zna biti kar velikrat mogoče prenevarno v samih šprintih in kakšni večji kapetani za Tour de France si ne želijo preveč rizika pred samo dirko po Franciji. Ja, lepo si povedal, Luka, tudi tole. Torej, Slovenija in Belgija, ki se merita tam za prvo mesto v seštevku reprezentanc na svetovni lestvici, tudi v tem času med 9. in 13. junijem istočasno svojo dirko.
Mi pa hitimo naprej in z vzhodnega dela Slovenije odhajamo dobesedno na skrajni zahod. Tokrat bo cilj 4. etape v Ajdovščini in pravijo, da kraljevska etapa, zaključek pa nad Novo Gorico. Bogdan, izvoli. Ja, Dare, hvala za besedo. Popolnoma drug del Slovenije, štart, ne cilje v Ajdovščini. Leta 2019 je bil štart v Novi Gorici in cilj v Ajdovščini, tokrat pa obrnjena etapa, trasa pa kar dosti drugačna. Sledi takoj po štartu leteči cilj v občini Renče - Vogrsko, prvi gorski cilj, ki bi sicer na sporedu tudi leta 2019, potem pa popolnoma novi deli Meren - Kostanjevica, Šempeter pri Novi Gorici, novi partnerji kolesarske dirke po Sloveniji. Potem pa se za Novo Gorico in pa Kanalu ob Soči sledijo Goriška Brda, ki so že tradicionalno zraven. Spust potem v Novo Gorico, še en vzpon nad Novo Gorico na Ravnico in potem pa zaključen vzpon na Sveto Goro, ki je že gostila cilj dirke po Sloveniji leta 2006. Etapa je 164 kilometrov dolga, pričakujemo, da bo to okrog 4 ure, je izredno razgibana, tudi tehnično na nekaterih delih, skupno malo več kot 2800 oziroma 2900 metrov višinske razlike, predvsem pa ta zadnji del, vidite, od 44 kilometra naprej pa do cilja pa je, bom rekel, izredno zanimiva oziroma tudi naporna in za pričakovati je ogromno pobegov in mislim, da se bodo tukaj kar menjavale skupine v vodstvu oziroma v pobegih. Zaključni vzpon pa je tudi izredno strm in pa po vsej verjetnosti, kdor bo prišel tukaj med prvimi na vrh, bo najbrž tudi končni zmagovalec. Ja, če to napove organizacijski direktor dirke, potem bo najverjetneje že držalo. Vsaj sam tole etapo imenujem, ko prihaja posvetni Bogdan k patru Bogdanu na Sveto Goro. Kaj se bo potem nadaljevalo, ko bosta na vrhu oba Bogdana skupaj, bomo videli, ampak prej bomo še dobili zmagovalca, kot pravi Bogdan, dirke in etape. Luka, se strinjaš? Ja, zagotovo. Mislim, da kraljeva etapa ne ponuja samo kraljevega zadnjega vzpona, ampak kar kraljevo celo etapo. Tukaj kot kolesarjem bo zelo pomemben tale vzpon na Ravnico, kot vidimo po profilu ga opravimo kar dvakrat in sicer, ko ga bomo opravljali prvič, bo seveda tempo ne tako visok, kot ko ga bomo opravljali drugič, ampak bo pa pomemben, ker nam bo dal določene podatke, kako bomo svoje kapetane spravili v ospredje pred samim vzponom, medtem ko bo za kapetane, predvsem za tiste tujce, ki ne poznajo tega vzpona, bodo vedeli približen procent naklona in kako poteka vzpon. Potem pa krajši spust in pa ta brutalen zadnji 13% dolg vzpon na Sveto Goro, ki nam bo dal zmagovalca. Jaz mislim, da tako etape kot tudi celotne dirke. Je možno, Luka, da se tule odloči oziroma da pride pod zaključni vzpon že tista samo skupina, ki bo potem odločala, ali naj bi tam vendarle bila še skupina, ne vem, 30, 40, 50 kolesarjev? Ja, zelo odvisno je, kateri kolesarji oziroma katere ekipe bodo pač krojile dirko. Zdaj, če bo tukaj nek čisti vodja oziroma čisti favorit dirke, bi jaz rekel, da zna biti večja skupina kolesarjev, kajti
nekako, če imamo šampiona, recimo tukaj zdaj, če pride Tadej Pogačar, vemo, da je že na štartu nekaj rešpekta in vsak ve, da Tadej si želi zmagati etapo oziroma si bo želel zmagati etapo, tako da nekako tudi tiste ubežnikom vzame malo morale, da gredo na nož od štarta dirke oziroma od štarta etape, ker vsak ve, da bo tukaj močna ekipa Tadeju Pogačarju, ki bo kontrolirala celoten dan in na koncu mislim, da bo večja skupina prišla zadnjič skozi Novo Gorico in pa v zadnje 2 vzpona. To pomeni, ne vem, 30 kolesarjev skoraj zagotovo. Ja, lahko je pa res kaotičen dan, lahko je tudi kakšen dež, ki vemo, da še bolj razreč celoten peloton, poznamo tiste ceste, so tam zelo spolzke in zna biti zanimiv, kakorkoli se bo obrnil tisti dan. Ja, prav zanimivo, da si nas spomnil na leto 19 in na kaotični dan ravno na tej etapi. Vemo, kako nas je pralo v Novi Gorici, potem se je sicer umirilo na poti proti Ajdovščini, ampak danes govoriti o tem, kaj bo tisto soboto 12. junija, je res težko, ko govorimo o vremenskih razmerah. Ta vzpon na Sveto Goro pa je kakšna primerjava s kakšnim vzponom na večjih dirkah, ki si jih odpeljal? Ja, mogoče zagotovo obstaja nekako podobna dolžina s podobnim naklonom, ampak tukaj je bolj ta pomemben tudi vzpon na ravnico, ki bo že zelo razrečal in naredili tiste utrujene noge, tako da zagotovo bo drugačen občutek peljati vzpon na Sveto Goro že z opravljenim vzponom na ravnico, kot če bi šli direkt na Sveto Goro. Tako da ja, ne vem, zdaj glih neko usporednico težko najdem ta trenutek s kakšnim bolj znanim vzponom. Lepo si mi povedal tudi tole okrog te ravnice, prav zanimivo, vzpon na ravnico. Malo se bomo igrali tudi z temi slovničnimi prispodobami. Vzpon na ravnico, torej prav zanimivo je znova pametno vse skupaj izpeljal Bogdan Fink, ki nam bo sedaj predstavil še zadnjo etapo in vsaj mene osebno vražje veseli, da se ta isti dan, zadnjo tisto nedeljo, nekako združita Franja in dirka po Sloveniji, najbolj eminentna dogodka v kolesarskem športu pri nas. Ja, tako je. Zaradi olimpijskih iger je letos, rečemo temu, kolesarski koledar obrnen malo na glavo in obe prireditvi sovpadata. In zaradi tega smo se tudi odločili, da skupno naredimo štart v BTC-ju. Mestna občina Ljubljana in pa BTC City sta tukaj skupno partnerja tega štarta in kolesarje bo pot vodila po trasi Male Franje. Seveda je zdaj tukaj vprašanje, ali bo in v kakšnem obsegu bo Maraton Franja organiziran. Drug teden bo padla tudi ta odločitev. Se pravi, gremo po trasi tega malega maratona, se vrnemo nazaj v Ljubljano preko BTC-ja in potem vzpon preko Panc, Ivančne Gorice, Trebnje in pa v Novo mesto. Profil ni težak, je pa res, da na koncu se je nabralo tudi kar nekaj kilometrov. Glede to pa, da je to zadnji dan in da profil ni težak, mislim, da bo to kolesarji premagali to razdaljo v enakem času, kakor tiste etape, ki so dolge 160 kilometrov. Luka, seveda vse skupaj bi povezal tudi sam z dirko po Franciji. Praviloma je zadnja nedelja na dirki po Franciji parada šampionov in edina dirka, ki zadnji dan ne dobi spremembe. Res me že od nekdaj zanima, kaj bi bilo, če bi po sobotni etapi na dirki po Franciji bila sekunda razlike med prvim in drugim, ampak pustimo to. Lahko rečemo, da bo tole parada šampionov, kdor bo imel zeleno majico, ki bo majica vodilnega na dirki,
po Sloveniji, v nedeljo samo mirno vse skupaj pripelje po Mali Frani in potem na glavni trg v Novo mesto? Vsekakor ne. Mislim, da je dirka po Sloveniji oziroma tudi vse ostale dirke, ki niso dolge 3 tedne, so prekratke, da bi bile zadnji dan samo parade šampionov. Tako da ja, bo etapa, običajna etapa. Prvo kot prvo bo boj za prideti v beg. Spet tukaj bodo ekipe šprinterji, ki bodo nadzorovale potek prvega dela etape. Vzpon na Suhi dol, poznamo iz Male Franje, in pa potem kar nekaj časa nazaj proti Ljubljani, kjer bo mogoče najlažji del tega dneva. Potem pa vzpon na Pance, tudi vzpon, ki v bistvu ni toliko težek, sicer tehnično je majčkan zavit proti vrhu, mogoče majčkan tehničen spust in pa čez Polico proti Ivančni Gorici. Ko pridemo nekako v Novo mesto, pa tisti tipičen krog, ki ga že poznamo iz prejšnjih edicij, vemo, da bomo vhod v cilj videli 2-krat pred samim zaključnim šprintom in kot vedno najbolj pomemben bo tisti zadnji ovinek pred Kandijskim mostom, kjer moraš za dober rezultat biti med prve 3. Torej, slišimo pred Kandijskim mostom. Nazadnje, ko se je prihajalo na Kandijski most, se je prišlo z druge strani, kot smo vajeni. Tule se najverjetneje prihaja iz tradicionalne strani, ali pač ne? Že dolgo časa prihajamo iz spodnje strani, ki je na nek način bolj varna, ker kolesarji vstopijo z manjšo hitrostjo v zaključni ovinek. Je pa to v zadnjem kilometru edini zavoj, sicer pravokoten. Sa strani organizatorjev bi pa sam še opozoril, da v skladu z dogovori z organizatorji v BTC-ju je štart te etape že kar zgodaj, 10:15, cilj pa malo pred tretjo uro. To je dobro, konec koncev je nedelja in bo časa na pretek. Morda samo to, vozil si ta zaključek z ene in druge strani, pravi Bogdan, da se sedaj prihaja spodnje. Je res precej enostavneje ali enostavno tisti zavoj ni enostaven na Kandijski most? Ja, jaz osebno imam rajši ta zaključek, kot bo tudi letos. 2 leti nazaj je bil prav isti zaključek in mislim, da je, kot je Bogdan povedal, veliko bolj varen, kajti tisti star vhod na Kandijski most je bil zelo kaotičen, šlo je vse skozi malo nadol in tam je dostikrat zmagal tudi tekmovalec, ki pač je bil pripravljen več riskirati oziroma ki je imel boljšo ekipo, da so ga res varno pripeljali v tisti zadnji ovinek na Kandijski most. Medtem ko ta zaključek, ki bo tudi letos na dirki, gre v tisti zadnji ovink nekoliko navkreber, tako da ni samo koliko si upaš, ampak tudi moraš imeti dobre noge, da si tam. Ja, Marko Kump bi sedaj bil zelo dobrodošel, da bi ga vprašali, kaj ima on raje, ampak Marko Kump tako ali tako ni več na kolesu, ampak je v spremljevalnem vozilu Adrie Mobila. Bogdan, povedali smo prej kot ne vse o etapah, sedaj pa tisto, kar morda vse kolegice, kolege daleč najbolj zanima, ekipe. Pride, ne pride? Luka Mezgec pride. Ja, Luka Mezgec je povedal, da pride. Jaz sem te vprašal, pride, ne pride. Vemo, o kom govorimo, ampak govorimo predvsem o tem, kdo od fantov iz svetovne serije pride, koliko ekip iz svetovne serije pride in pa predvsem koliko Slovencev se obeta iz te svetovne serije. 6 jih je še na voljo ob seveda našem Luki Mezgec. No, kolesarska dirka po Sloveniji je letos prvič uvrščena v razred Pro Series,
kar pomeni, da je na nekem istem nivoju kot leta 2019, to je 20 dirk, to je takoj za skupino World Toura. Nastopalo bo štiri skupine World Tour, se pravi UAE, Astana, Bahrain in pa Lukatova ekipa Team Bike Exchange. Potem imamo 8 ekip iz pro-kontinental ekip in pa sledijo še kontinentalne ekipe, med njimi tudi slovenska nacionalna reprezentanca, Ljubljana Giusto Santik in pa Adremobil iz Novega mesta. Konkurenca je raznolika, bom temu rekel. V kar nekaj ekipah nastopajo naši kolesarji. Veliko je bilo že govora, ali pride Tadej Pogačar ali ne. S strani organizatorjev lahko rečemo, da uradno tega še nimamo. Tudi nimamo uradne ekipe od Bahrain Victorious, kjer so tudi slovenski fantje. Vemo, da je tudi italijanski ekipi Androni Giocattoli Jerman, tako da do dirke je še 30 dni, 32 mislim, da si rekel, in počasi tam najkasneje 72 ur pred dirko pa bo že jasno, kdo bo nastopil na letošnji dirki. Ja, sam si upam reči, da če pride Tadej Pogačar, da bo najverjetneje zraven potem tudi Jan Polanc, kajti Tadej skoraj da ne gre več nikamor, če ni zraven Jana. Pri Bahrainu si skoraj upam reči, da Mateja Mohoriča, ki ima dvojni program 3-tedenskih dirk, ne bo, ampak to so moje razmišljanja in takoj utihnil. Kajti, Luka, veš ti kaj več? Ne, sta že kar dobro vse ugotovila. Tukaj lahko samo pripomnim, da tisti, ki vozijo Giro d'Italia, je zato toliko pozen, dajo te štartne liste ven, ker nikoli ne vemo, v kakšnem stanju kolesar preživi to 3-tedensko dirko. Vemo, da v Bahrain Victorious bo sigurno velika želja slovenskih fantov za nastop, ampak ja, kot rečeno, če dobro preživijo dirko po Italiji, bodo zagotovo tudi zelo motivirani na štartu dirke po Sloveniji, medtem ko če pride do kakšnih bolezni, padcev in podobno, seveda pol to malo spremeni vso zadevo. V zasedbi UAE sta možna tudi dva nekdanja zmagovalca dirke po Sloveniji, Rafal Majka in pa Diego Ulissi, če se ne motim. Ampak, kot smo rekli, ne, počakamo, 72 ur pred začetkom bo vse jasno. Nisem tako, kot je rekel Luka, da bo jasno tudi že prej. Edini, ki je napovedal resno svoj prihod, je bil v ekipi Bahraina Victorious, četrti z Tour de France, to je Mikel Landa. To lahko rečemo uradno, ostale stvari pa še čakamo. Ja, torej, morda se lahko zgodi, da bomo imeli na dirki zmagovalca Gira, kajti Mikel Landa ima velike želje na Giru z Gorazdom Štangem in pa seveda upamo še vedno, da se Tadej Pogačar odloči in kot prvi zmagovalec Tura pride. Konec koncev Tur ima, nima pa Slovenije za svojim pasom, zdaj pa kaj je bolj pomembno, naj pa sam razsodi vsak med vami, ki ste seveda v tem trenutku z nami. Konec koncev ima, če se ne motim, 3 bele majice Slovenije in le eno iz Tura. Veliko je odprtega, ne, torej za letošnji junij. 3 majice bele Slovenije, to tudi nekaj velja, ne? Sigurno. Ob koncu bi še dodal, da imamo, kar se tiče televizijskih prenosov, vsak dan 2 ure prenosa in pa cilji so, tako kot ste lahko videli, prvi dan ob 5, potem pa vsak dan okrog 15 ure. Še malo več kot mesec do dirke. Imamo tudi COVID pravilnik, malo težje bo vse skupaj letos organizirati, pripraviti.
In pa tukaj apeliram na vse tiste, ki si bodo dirko gledali v živo, ne samo preko TV-ja, da ostanejo ali pa da so odgovorni in da vsi skupaj spoštujemo ukrepe, ki so potrebni v skladu z našo zakonodajo in predpisi UCI-ja, Mednarodne zveze, da bomo dirko nemoteno speljali. Ja, o teh protokolih bo ogromno govora tudi v naslednjih tednih, dnevih, kajti sedaj je zelo pomembno tudi kako bomo obarvani, kakšen semafor bomo spremljali tedaj in tudi organizatorji bodo povedali, kako in kaj z obnašanjem kolegic in kolegov novinarjev. Prosil bi še enkrat Luko, nek skupen komentar, kakšna dirka se pričakuje. Dirka po Sloveniji, kot je že rekel Bogdan, je del Pro Series tekmovanja in morda se večina slovenske športne javnosti niti ne zaveda, za kako pomembno in kako močno dirko gre ob tem, ko je recimo Slovenija bila v teh zadnjih 2 letih, ko nas ni bilo skupaj, tudi prva na svetovni lestvici in je trenutno na 3. mestu. Ja, to, da bo dirka ponovno, se pravi, tistega drugega najvišjega možnega ranga, ne World Tour, ampak takoj zatem, je seveda pohvalno in jaz sem zelo vesel, ko vidim, da je dirka prišla na ta nivo. S to kategorizacijo dirke vedno tudi, se pravi, več World Tour ekip hoče priti na dirko. Res, da je ta termin mogoče majčkeno težji, glede na to, da se pokriva s Švico in pa z Dauphinejem, oziroma tisti, ki jo delali Dauphiné, težko, da jo prišli tudi na Švico, tudi na Slovenijo. Ampak ja, jaz mislim, da tudi letošnja trasa bo zelo atraktivna. Zelo sem vesel, da so etape krajše, kar pomeni, da bo dirkanje bolj intenzivno, v končni fazi tudi bolj zanimivo v zaključkih. In ja, samo pohvale. Dobro, Bogdan, tebe bom prosil potem, če bo potrebno, da se vrneš nazaj, če bo kakšno vprašanje strani kolegic in kolegov. Mi hitimo sedaj naprej in posebna čast mi je, da bom besedo predal gospe magistri Maji Pak, direktorici Slovenske turistične organizacije. Dame in gospodje, od leta 2017 je to eden ključnih partnerjev dirke pri izvedbi celovite mednarodne promocije Slovenije kot turistične destinacije. Vemo, kakšni časi so, vemo, kako je vse skupaj udarilo tudi po turizmu, ampak mislim, da se Slovenci ne damo, s tem se ne dajo tudi turistični delavci in sem prepričan, da bo temu tako tudi v prihodnje in sem zares vesel, da je gospa Maja Pak danes tudi z nami. Gospa Pakova, morda vprašanje, ki niti ni na mestu, ampak se bom potrudil. Zakaj še 4. leto? Ob vseh teh težavah, ki jih turistično gospodarstvo ima, STO, Slovenska turistična organizacija, sodeluje s to, vsaj za moj okus, eno najbolj prepoznavnih športnih dogodkov v Sloveniji. Ja, spoštovani predstavniki medijev, lepo pozdravljeni. Ja, dejansko na Slovenski turistični organizaciji že 4. leto zapored sodelujemo pri dirki po Sloveniji in njenem prenosu na Eurošportu. Dirka po Sloveniji s prenosi na Eurošportu navdušuje dejansko milijone ljubiteljev aktivnega oddiha po vsem svetu. Lansko leto se jo je ogledalo več kot 10 milijonov ljudi v 120 državah in gre za izjemno priložnost za promocijo Slovenije kot turistične destinacije, za aktivna, zelena, zdrava doživetja. Dirka v samih prenosih nudi izjemno kuliso Slovenije, njenih lepot, atrakcij, destinacij in na najboljši možni način predstavlja kolesarjenje kot ključni turistični produkt. In seveda upamo tudi na sodelovanje našega ambasadorja Tadeja Pogačarja, s čimer bo zagotovo promocijski učinek še večji.
Dirka tudi letos nosi slogan Boj za zeleno, Fight for Green, s čimer opozarjamo na pomen varovanja okolja in na pomen trajnostnega razvoja in nenazadnje spodbuja prebivalce k aktivnemu življenjskemu slogu in vabi k aktivnemu preživljanju počitnic. Lepo povedano, sam bom samo še tole dodal, čeprav lani ni bilo dirke, sem prepričan, da bi bil STO zraven tudi lani in potem, ko se štejemo 17, 18, 19, 20, 21, moram popraviti takoj, 5. leto je zraven, ampak lani pač dirke ni bilo, 5. leto pa je skoraj da že jubilej. Gospa Pakova, koliko gledalcev, nekaj ste že omenjali te številke, bomo navdušili za Slovenijo z ogledom take dirke, konec koncev prenos na TV Slovenija in pa seveda za ta mednarodni okoliš tudi na Eurosportu, kar je organizacijski direktor zagotovil. Kakšne kanale oziroma aktivnosti to lahko prinese tudi slovenskemu turizmu, gospodarstvu, konec koncev celo? Zagotovo pričakujemo visoko medijsko pozornost zaradi prenosa na Eurošportu. Zdaj prenos dirke bo potekal na kanalu Eurošport 1 in 2 z mesečnim dosegom povprečju 18 milijonov gledalcev, kar Eurošport zagotovo uvršča med najbolj gledane mednarodne televizijske kanale. Živo, kot smo slišali, bo dirka predvajana v skupnem trajanju 10 ur najmanj, potem so tukaj še vse ponovitve, reportaže in tako naprej. Prenašana bo tudi na spletnih straneh Eurošporta. Sama napoved dirke bo letos še posebej intenzivna na Eurošportu. In sicer Eurošport bo predvajal 2 vsebinska prispevka o Sloveniji in dirki, s katerima bomo k obisku Slovenije povabili 2,7 milijona obiskovalcev spletne strani Eurošporta, 10 milijonov sledilcev na Facebook strani Eurošporta in sledilce na njihovem Twitter profilu. Sloveniji dirko prenaša RTV Slovenija, kar je letos še posebej pomembno zaradi povabila Slovencem na počitnice v Slovenijo. Zdaj, poleg sodelovanja z Eurošportom vključuje tudi oglaševanje. Oglaševanje bo potekalo v partnerskem sodelovanju z kolesarskim klubom Adria Mobil. Slovenija in turistične destinacije, ki sodelujejo pri letošnji dirki, bodo predstavljene v 230 oglasih po 30 sekund. Objavljenih bo tudi 3 milijone prikaznih spletnih pasic na spletni strani Eurošporta. Poleg tega, se pravi, poleg prenosa in oglaševanja na Eurošportu se bo promocija Slovenije izvajala tudi na naših lastnih kanalih, se pravi z objavami na družbenih omrežjih, na portalu, preko novičnikov, potem pripravljamo poseben kolesarski kviz za sledilce, objave bodo v povezavi z športniki, ambasadorji, pripravljamo tudi študijsko potovanje pred samo dirko za novinarje Eurošporta. Predhodno smo posneli tudi že filmčke z našimi vrhunskimi kolesarji, s katerimi bomo vabili na ogled dirke in v Slovenijo. Sam moram reči, da morda večina razmišlja, da imamo v Sloveniji, ne vem, 5-6 res tistih vrhunskih ali pa 10 turističnih destinacij. Zame osebno je naša zelena dežela turistična destinacija v celoti. Kako boste sodelovali z vsemi temi turističnimi destinacijami, ki so tudi ob progi in morda tudi z vaše strani privabili še koga zraven za naslednje leto? Ja, mene dejansko veseli, da je v samo dirko vključeno kar, da se deluje 10 destinacij in te bodo seveda še posebej promocijsko izpostavljene. To so, kot smo slišali, Ajdovščina, Rogaška Slatina, Krško, Brežice, Ptuj, Novo mesto, Celje, Ljubljana, Žalec in Nova Gorica. Za vse te destinacije smo posneli posebej za to pripravljene videospote, ki se bodo predvajali na Eurošportu in tako izpostavili njihove ključne znamenitosti. Bomo pa, tako kot že v preteklih letih, tudi v te destinacije popeljali novinarje z Eurošporta, tako da ob tej priložnosti se vsem tem destinacijam iskreno zahvaljujem za sodelovanje pri sami organizaciji dirke in torej oblikovanju posebne ponudbe in za promocijo. Če zaključim,
V teh 4 letih, ko Slovenska turistična organizacija sodeluje pri dirki po Sloveniji, se pravi pri prenosu in oglaševanju na Eurošportu, smo Slovenijo pozicionirali kot privlačno turistično destinacijo za vse, ki si želijo aktivnega vdiha. Komunicirali smo kakovostno, individualno doživetje, dokazali smo tudi, da je Slovenija odlična gostiteljica, organizatorka takih velikih mednarodnih športnih dogodkov. Nenazadnje, krepili smo željo prebivalcev po aktivnem življenjskem slogu. Dirka je postala zanimiva tudi za najboljše kolesarje na svetu in s tem smo seveda pomembno prispevali krepitvi naše znamke I Feel Slovenija. In to so cilji, ki jih v bistvu zasledujemo tudi letos pri tem sodelovanju. Nenazadnje, aktivni vdih je ključen produkt slovenskega turizma in v času okrevanja še posebej pomemben, zato smo tudi v naslednjih 2 letih posvetili prav promocijsko temo aktivnim počitnicam in športnem turizmu. Tako da, če zaključim, tako veliki projekti, kot je ta, so lahko mogoči samo s tesnim sodelovanjem velikega števila partnerjev in ob tej priložnosti se zahvaljujem seveda vsem sodelujočim partnerjem. Mi pa se zahvaljujemo vam in upam, da boste na čim več teh destinacij v tistih 5 dneh prisotni tudi sami. Skoraj sem prepričan, da v domači Rogaški Slatini zagotovo boste in kot slišim, župan Kidrič že odšteva in trga na koledarju, kolikokrat gre še spat, da pridete nazaj v vaše in njegovo mesto. Hvala lepa, da ste bili z nami. Če bo še kakšno vprašanje, kolegice in kolegi, potem za gospod Pakovo, seveda boste dobrodošli. In še nekaj moramo poudariti v vseh teh 30 letih. Slovenska policija je peljala to dirko od prvega starta do zadnjega. Lani seveda ni bilo ne starta, ne cilja, ampak najpomembneje je, da je vse skupaj še naprej zraven. Z nami je tudi predstavnik slovenske policije, gospod Matjaž Leskovar. Brez gospoda Leskovarja si enostavno ne znamo predstavljati dirke. In ko je gospod Leskovar v policijskem avtu, še mi navadni smrtniki radi srečamo policaja. Pozdravljeni, gospod Leskovar. Dober dan. Se je kaj spremenilo v pripravah policije na tako odmeven dogodek v teh 2 letih, odkar nismo bili skupaj? Konec koncev pa generalko imate, tako kot prireditelji dirke po Italiji, v Brdih, če se ne motim, v slovenski Toskani, že 23. kajti italijanski kolegi so vas povabili, da varujete tisti dan dirko rožnato in pa potem zeleno dirko od začetka do konca. Ja, dober dan vsem skupaj. Drži, kar je gospod Rupert povedal. Ravno prej smo se, predno sem prišel za oder, sem rekel direktorju dirke, da je policija verjetno en izmed najstarejših udeležencev. Tako ste že sami rekli, 30 let spremljamo oziroma opravljamo naloge, da je vse varno, da poteka prireditev varno tako za udeležence v cestnem prometu, kot tudi za udeležence same dirke. Tudi letos seveda bomo poskrbeli, da bo ta 27. izvedba kolesarske dirke varna. Če se je kaj spremenilo, ja, spremenilo se nič, razen tega, da smo pridobili v teh letih ogromno izkušenj, ki nam pridejo prav tudi, kot ste že povedali, letos na kolesarski dirki po Italiji bomo sodelovali in tudi tam nabirali izkušnje, čeprav je način varovanja malo drugačen. Sama varnost na dirki je pač naloga, ki je ne vedno težje izpolnjena, ampak zahteva vedno večji angažma oziroma vedno večjo, kako naj rečem, pozornost in pa vedno večjo pripravo ali pa bolj temeljito pripravo na samo dirko. Tudi letos smo si ogledali vse trase, na kateri bo pač dirka potekala. Seveda je dirka zahtevna tako za kolesarje kot tudi za varovanje, zelo razgibana.
Zato smo k dirki povabili 28 odličnih policistov, motoristov, ki bodo opravili mobilno zaporo in skrbeli skupaj z vso karavano, da bo to potekalo čim bolj varno. Seveda pa tu ne smemo pozabiti policistov, ki bodo opravili svoje naloge na sami trasi. To pomeni, da bodo opravili tudi mobilno zaporo in pomagali rediteljem. Ne znam si namreč predstavljati, da ne bi delali z roko v roki oziroma eden z drugim, ker edino tako lahko pridemo do skupnega uspeha. To pomeni, da je dirka izpeljana varno, da so zadovoljni organizatorji, da so zadovoljni udeleženci v cestnem prometu. Skratka, da naredimo skupaj promocijo tako za kolesarsko dirko, kot tudi za Republiko Slovenijo. Mi si bomo seveda prizadevali, da bo varovanje kar se da optimalno, seveda pa vsega se ne da predvideti. To pomeni, veliko je nekih konfliktnih situacij, tudi v preteklosti, katerih pač se enostavno tveganja ne da izničiti. Zato z dobro in temeljito pripravo pričakujemo, da bodo ta tveganja manjša. Ob tem bi pa mogoče pozval, ne glede na razmere, ali gledalci bodo ali ne, vprašanje seveda odločitve vlade oziroma tistih, ki o tem odločajo, pa ne glede na to, udeleženci naj bodo pozorni na navodila, odredbe, ukaze policistov in rediteljev. Naj spoštujejo prometna pravila, ker tako bodo pomagali nam in da bo prireditev izpeljana varno in da bomo na koncu pač zadovoljni in pripomogli seveda k večjemu uspehu in ugledu Republike Slovenije v svetu. Na koncu bi mogoče povedal, da bi pa zaželel vsem tekmovalcem, kar se da varno dirko, naj zmaga najhitrejši, najboljši in pa ob snidenju seveda drugo leto spet povabilo, seveda mi bomo tu. V to nismo dvomili. In še nekaj, slovenska policija je brez dvoma že zmagala, že pred dirko, tudi za voljo vseh teh let od prve dirke. In še enkrat hvala vam in dobro opravite najprej na Džiru, priprava za dirko po Sloveniji. Hvala lepa. Hvala lepa, tudi gospod Leskovar bo ostal tule z nami, če bo še kakšno vprašanje. Zanj hitimo proti koncu in biblijska zapoved pravi, in zadnji bodo prvi. Torej tudi to se bo uresničilo, sem prepričan, kajti prosim za besedo še gospo Mojco Novak, predsednico kolesarskega kluba Adria Mobil. Če rečem samo nekaj, Adria Mobil bo imela naslednje leto, če se ne motim, Abrahama, torej naslednje leto bo vse skupaj še bolj slovesno, ampak brez Adria Mobila, brez Novomeščanov, brez vseh tistih, kar nekaj jih je, ki so od prvega dne zraven, ne bi šlo, to sem prepričan. Gospa Mojca, beseda je vaša. Hvala lepa. Takole na koncu današnjega dogodka, novinarske konference, ko predstavljamo in napovedujemo 27. dirko po Sloveniji, bi strnila zadeve, da sem ponosna, srečna in optimistična, da je pred nami 27. dirka, za nami 26 dirk po Sloveniji v 30-letni samostojni Sloveniji, kar pomeni, da smo spisali tudi kolesarsko zgodovino skozi organizacijo teh dirk. Moram reči, da dirka se je prijela na zemljevidu dogodkov, tako v Sloveniji kot v tujini, predvsem dogodkov, kjer se pojavljajo vrhunski športniki, vrhunski kolesarji in seveda
Pomembno je tudi to, da danes krojijo svetovni vrh v Sloveniji vzgojeni slovenski kolesarji. Kot predsednica kolesarskega kluba Adria Mobile sem ponosna in hkrati se zavedam in vem, koliko odrekanj, dela, prepričevanj in seveda tudi zanesljivih in konstantnih rezultatov je bilo potrebno, da smo danes pred 27. dirko po Sloveniji. Dirka je zelo pričakovan mednarodni kolesarski dogodek, tudi zaradi tega, ker je v zadnjem obdobju spremljena preko Eurošporta in drugih televizij in prav to ji da pečat razsežnosti, dimenzije in tudi veljavo v mednarodnem prostoru. Hkrati, da se izkažemo kot kolesarski klub Adria Mobile s svojimi sposobnostmi, organizacijskimi sposobnostmi, predstavimo tudi svoje talente, vzgojene v naših šolah, kolesarskih šolah in hkrati predstavimo tudi lepote Slovenije, kar pomeni, da šport povezuje, združuje ekonomijo, nacionalnost in seveda tudi gospodarstvo. In kot je bilo v uvodu povedano, brez nekaterih ključnih naših partnerjev, prijateljev, zvestnih tandemov, timov, ki nastajajo skozi leta, bi želela v tej priložnosti se iskreno zahvaliti Slovenski turistični organizaciji, ki verjame in zaradi rezultatov, skupnih rezultatov, tudi vnaprej ostaja ne le sponzor, ampak tudi partner pri organizaciji prenosa dirke na Eurošport. In s tem gledanost lepot Slovenije in tako kot sem že omenila športnega dogodka. Hkrati bi se zahvalila vsem županom, destinacijam, županom mest in občin, ki postajajo dragocen, resnično dragocen partner pri organizaciji dirke. Ne nazadnje Avto Triglav z vozili Fiat ostaja desetletja prevoznik v dirki in zato iskrena hvala njemu. Prav tako pa tudi družbi Telekom, ki dolgoletno partnerstvo in seveda in sponzorstvo dokazuje kot zanesljiv partner in hkrati tudi zahvala za to, da že desetletja sodelujemo na začetku in nas gosti v teh prostorih. Ja, brez Adrie Mobila kot ključnega sponzorja kolesarskega kluba, kot partnerja pri organizaciji vseh dogodkov, klub ne bi mogel vzgajati vrhunske kolesarje, jih navduševati nad športom in seveda predvsem vzgajati in utrjevati zmagovalne miselnosti v športu in v življenju. In ne nazadnje, brez Adrie Mobile tudi klub ne bi mogel organizirati velikega števila kolesarskih prireditev in najprestižnejša je seveda dirka po Sloveniji. Ponosna sem, da imam med sabo ali z nami sodeluje res velika večina ljudi, ki so skriti, vendar v ozadju pomemben člen za uspešno organizacijo tako velikih športnih dogodkov. Hvala vsem vam in seveda brez vas zagotovo ne bi bili tako uspešni, prepoznavni in seveda znani v mednarodnem prostoru. Hvala lepa, Dara, tudi tebi. Mojca, ker ste v tem trenutku še tule, pa nismo nič vprašali okrog tega, seveda računamo na res vrhunsko udeležbo, ampak prav vsi pa bodo morali računati in razmišljati tudi o fantih, ki bodo nosili dres Adrie Mobile. To pa vedno na dirki po Sloveniji. Absolutno.
Absolutno. Moram reči, da v kolesarskem klubu Adria Mobile imamo letos zelo mlado ekipo, vzgojeno pretežno v našem klubu. Računamo na njih, da bodo na dirki pustili srce in seveda za njih je dragocena izkušnja, da se bodo kosali za tako zvenečimi in pomembnimi kolesarskimi imeni, ki imajo za sabo seveda tudi vrhunske rezultate. Verjamem, da bodo pustili srce na cesti. Tudi jaz. Hvala lepa. Srečno. Hvala. Torej, izčrpali smo vse pogovore in seveda med tem že dobili nekaj vprašanj tudi kolegov in kolegic. Najprej bi prosil, če se vrne za govornico gospod Leskovar. Ja, to je tradicionalno in daleč najbolj zanimivo vprašanje tega leta, te pomladi. Takole sprašuje Rok iz športkluba. Bodo navijači lahko prisotni, glede na to, da obiski športnih prireditev še vedno niso dovoljeni? Težko je reči, ampak povejte. Deloma je na svoje vprašanje tudi odgovoril. Seveda je to odvisno od trenutne situacije. To pomeni, če bo dovoljeno kot javna prireditev, da bodo gledalci dovoljeni, bo to dovoljeno. V nasprotnem primeru, če bo situacija podobna kot je danes, pač gledalci ne bodo dovoljeni oziroma tudi ne bo šlo za javno prireditev. Hvala lepa. Hvala. Samo upamo, da je teh 32 dni v pravo smer. Prosim, gospod Pako, tudi zanjo je prišlo vprašanje in moram reči vprašanje, kot da bi ga sam zastavil, pa ni moje, res ni moje. Torej, za gospod Pako, ali boste v teh prispevkih, v teh stvareh, ki jih bo Slovenska turistična organizacija opravila v tem času, pa pred tem in pa seveda tudi med dirkami, ki sledijo, namenili tudi pozornost turizmu na kmetijah, v naravi, posebej v zidanicah, ki so največ doma na Dolenjskem. Sam dobro vem, da so tudi v Posavju, pa tudi na Štajerskem, konec koncev tudi na Primorskem. To je naše domače in sem prepričan, da tudi tega niste zgrešili. Ne, zagotovo. Mi imamo številne kanale, ki sem jih prej omenila, različne možnosti objavljanja naših vsebin, ikon, destinacij, bolj znanih, manj znanih, seveda ene na Eurošportu, potem skozi druge kanale, skozi portale, novičnike, skratka nešteto možnosti, da prikažemo Slovenijo in destinacije tem ljubiteljem oddiha, ki pa vemo, da povpraševanje seveda ravno po tovrstnih nastanitvah, po doživetjih še močneje narašča v tem času, v katerem se nahajamo. Najlepša hvala. V tem trenutku za vas nimamo več nobenega vprašanja. Bogdan, prosim, če se vrneš tudi ti, žal ni podpisa tule, oziroma je Aljoša STA. Oprosti, Aljoša, spregledal, ampak kakorkoli že. Za gospoda Finka, koliko ste se doslej pogovarjali s Tadejem Pogačarjem, kako potekajo dogovori, ali ste optimistični, da bo na koncu vendarle nastopil na tej dirki? Ob tem seveda še vprašanje, koliko ste delali na tem, da bi bil zraven tudi Primož Roglič, predvsem po tistem, ko je objavil, da ne bo na Dauphineju. Prosim. Sigurno smo vsi v organizacijskem odboru optimistični, predvsem zaradi tega, ker se v teh časih, ker smo se sploh lotili narediti prireditev teh športov neravno prijaznih časih. Drugo pa, kolesarska dirka po Sloveniji ima že vrsto let agencijo v Italiji, ki se dogovarja z vsemi svetovnimi ekipami, tako kot dela tudi ostale
največje dirke na svetu. Dogovor tudi zaradi tega, ker sami veste, da so v UAE-ju poleg Andreja Hautmana sta tudi Jan Polanc pa Tadej Pogačar, je bilo lažje doseči dogovor in seveda mi smo optimistični in pričakujemo, da na koncu tudi Tadej pride. Je pa res, da v tem trenutku, kot sem rekel, morate razumeti, da uradne potrditve še ni. Kar se tiče pa Primoža, njegove ekipe ne bo in on ne hodi okrog brez ekipe. To v kolesarstvu tega ne poznamo in sigurno pa se bomo z njim najbrž pogovarjali v prihodnosti, ne pa v letošnjem letu. Ampak predvsem z Jumbo Vismo, najverjetneje. Seveda, ja. Razen, ko se vrne nazaj v dres Adrie Mobila za leto ali dva ob koncu svoje kariere. Teoretično bi lahko nastopil tudi za reprezentanco Slovenije, vendar smo vedeli že konec lanskega leta, kakšen je njegov program, tako da. Dobro, imamo še kakšno vprašanje? Ja, očitno smo bili kar lepo izčrpni, vsaj za moj okus, samo z moje strani, Bogdan, še eno vprašanje. Vem, da si bil ogromno na zvezi s selektorjem slovenske reprezentance Andrejem Hautmanom, ki je včeraj praznoval rojstni dan. To, da je on športni direktor v UAE-ju, je to prednost ali ne prednost, da Tadej Pogačar oziroma UAE, ki je dobesedno stalni udeleženec te dirke, pride na dirko po Sloveniji? Ja, sigurno je prednost v tem primeru. Moram reči, da Andrej pa Tadej, pa tudi vsi Polanc, Jan, ali pa tudi vsi ostali fantje slovenski, vključno z današnjim Luko, mene zelo veseli, ker že dolgo časa delam v kolesarstvu, da noben od njih ni pozabil, da pridejo domov, da pride na domače dirke. Nenazadnje ogromno pomagajo tudi slovenskim mladim talentom. In naj tako tudi ostane. In zdaj, če te še dodam, mislim, da ima danes tudi Jan Polanc rojstni dan, da nisem Hempi. Hempi ga je imel že včeraj. Tako so strani organizacijskega odbora dirke po Sloveniji, če sta ravno ona dva aktualna danes in včeraj, vse najboljše. Jaz predvsem upam, da je Andrej Hautman krepek danes, da je preživel svoj rojstni dan. Za Jana me ne skrbi, kako bo jutri, najbrž je danes in jutri na kolesu. Vemo pa tudi, da je Tadej Pogačar danes na kolesu na slovenskih cestah in morda je celo na trasi. Ne vemo, to pa ne vemo. In tudi policija pa je ne ve. Gospod Leskovar pravi, da res ne vedo. Torej, raziskovalni novinarji, novinarke v avto in poiskati Tadeja Pogačarja. V tem trenutku zagotovo je na slovenski cesti. Bogdan, hvala lepa. Hvala. Torej, tole smo prej kot ne zaključili. Če pa je z nami še vedno Luka Mezgec, upam, da je, vidim ga tam na sliki. Luka pravi, da imaš zadnjo besedo, vsaj kar se mene tiče. Je res nekaj posebnega, čeprav ste del najvišjega vrha svetovnega kolesarstva, se vendarle na kolesu vrniti na dirki, tudi na slovenski dirki? Ja, prav zagotovo je to res in sicer iz več razlogov. Prvi je ta, da kot profesionalni kolesarji res malo časa preživimo na slovenskih tleh in če je opcija, da dirka poteka po slovenskih tleh, jo vedno zagrahmo z obema rokama. In ja, tudi videti te navijače oziroma ljudi, s katerimi smo včasih trenirali, je poseben občutek, sicer v letošnjem letu bo to malo težje glede na restrikcije, kot smo jih slišali. Poleg tega je pa tudi fajn, kot je gospod Bogdan rekel, da nekako malo vrnemo slovenskemu kolesarstvu in v luči oziroma v pogledu takem, da vsi te mlajši kolesarji, ki nastopajo v kontinentalnih ekipah, s katerimi
pogosto nimamo moč oziroma časa, da bi se družili oziroma trenirali, se vsaj tam na dirki podružimo, rečemo kakšno besedo in oni tako nekako na prvi pogled vidijo, da se da slovenski kolesar zmaguje tako na dirki po Sloveniji, kot tudi na višjih dirkah, se pravi v imenu Pogačarja in Rogliča, tudi na dirkah Tour de France in pa Vuelte. Tako da hvala za povabilo in hvala še enkrat vsem sponzorjem, da so omogočali to dirko, na katero smo se vedno radi vračali in se bomo tudi v prihodnje. Luka, hvala lepa. Pazi nase tam na višini, pazi nase na Dauphineju, do časa odstopi, zapusti Francijo, saj se boš tja še vrnil, da boš res pravi ris, kot pravimo, za kolesarski ris, za dirko na domačih cestah. Sam bi za kolegice in kolege zgolj dodal samo še eno informacijo, predvsem iz izkušenj letos na dirkah pod okriljem Mednarodne zveze. Ni vse odvisno samo od tega, kakšne bodo razmere pri nas v tistem času dirke in pa predvsem od organizatorjev dirke. Zelo, zelo striktni so pogoji za udeležbo kolegov, novinarjev in novinark na dirkah pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze. Zatorej bodite zelo, zelo previdni, zelo pozorni na vse tisto, kar objavlja okrog tega tudi Mednarodna zveza. Sam sem bil recimo letos na 2 dirkah v Franciji in Italiji. Velika razlika med obema dirkama in lepo prosim že danes v imenu organizatorjev, da se boste držali vsega tega, da ne bi imeli kakšnih hudih težav, predvsem pa skoraj zagotovo gibanja v Parku Fermé, torej tam, kjer so ekipe, ne bo in tudi pogovorov kar vse vprek na prizorišču tudi ne, tako da bo tudi na startnem delu prostor, vsaj tako je v tem trenutku, kjer boste prišli do izjav pred etapami in pa seveda tudi šotor, ki bo namenjen izjavam najboljših po vsaki etapi z vidika najboljših. Koliko jih bo lahko blizu teh najboljših, to pa bo seveda odločil organizator in seveda na priporočilo glavnih ljudi, ki bodo sem prišli iz Mednarodne kolesarske zveze in tako pač bo tehnični sestanek, če se ne motim, Bogdan je tako ali tako 8. na Ptuju in 8. na Ptuju je tudi naslednja novinarska konferenca. Sam kot novinar si močno želim, da si bomo sedeli iz oči v oči, če bo potrebno prek Zooma, pa se bomo tudi znašli. Hvala lepa, da ste bili z nami. Malo daljši smo bili, približno 45 minut je še tistih lanskih in 50 minut je letošnjih. Hvala lepa, da ste bili z nami. Uživajte še naprej.